v župnijski cerkvi Svete Ane v Tunicah, ki je bila napolnjena do zadnjega kotička, je Jure Koželj daroval novo sveto mašo. To je bil seveda vrhunec slavnostnega dogajanja, ki se je začel že včeraj zvečer pred domačo hišo. Pred domačo hišo so namreč Juretu sorodniki, prijatelji in sosedje pripravili veličasten sprejem. Prav lepa je tatuška para, prav lepa je tatuška para, še lepši je tatuški zvon. V tej hiši in v tej družini se je rodil duhovni poklic. Gospod je poklical Jureta: hodi za menoj, postani moj učenec, moj duhovnik, ki bo kazal ljudem pot v nebo. Jure je sprejel ponujeno mu Božjo roko in se z vso močjo oklenil ter po Božji milosti postal duhovnik. Sedaj pa stoji pred svojimi starši, da jih prosi blagoslova, ki ga bo spremljal in krepil na njegovi duhovniški poti. Jure, da greš od doma, služba pokliče, da moraš te, a ne, rad se dam vračaj, te bomo rati se, a ne, pa kapelta te kliče. Nato se je slovesnost nadaljevala pred cerkvijo in v cerkvi Svete Ane v Tunicah. Tuniški pritrkovalci so neutrudno pritrkovali. Kmalu je prišel novomašnik, ki sta ga z avtomobilom pripeljala stara starša. S pesmijo ga je pozdravil tuniški oktet. Sledil je pozdrav domačega župnika. Pozdravljen novomašnik Jure. Po 42 letih imamo spet, če tako rečem, milost novega duhovnika. Prihajaš v svojo krstno cerkev, ker si postal Božji otrok, dedič nebes. Sprejel si tudi sakrament mašniškega posvečenja. To je velika milost in seveda tudi obveza. Hvala, da si rekel ja Bogu in da zdaj prihajaš med nas, in hvala za vse, kar boš potem še naprej storil za to cerkev. To je cerkev, to smo mi vsi. Hvala. Jezus, moje żelwie, ki prebiwa mój Gospod.
Nato se je slovesnost nadaljevala v cerkvi. Sledili so pozdravi in simbolična darila od sosedov, sorodnikov in znancev. Čeprav ti mi nismo povsem verjeli, se danes tukaj pred oltarjem Svete Ane kot 11. novomašnik v zgodovini Tuniške pariše. Mi dva ti podarjamo v imenu paradu talar kot simbol duhovništva in knjigo zbranih molitev v podporo tvojim zločinom. Želiva ti, da bi svoj poklic in svojo službo upravljali z veseljem, ljudem v korist in Bogu v čast. Stara starša pa sta mu izročila novomašniški plašč. Novomašni plašč nosi ga spoštljivo in ponosno. Teta Mojca pa mu je izročila novomašniški kelih. Jaz bom s teboj ostati do konca sveta, tako tudi ljubljava, da bo te zaenkrat življenjski poti, tudi mi dva z Mojco stala v strani. Zvečer so domačini na čelu s kulturnim društvom dr. Franceta Steleta pripravili novomašniku posebno igro. Osrednja slovesnost nove maše pa je bila, kot rečeno, v nedeljo. Slovesnost se je začela s slovesnim vhodom v župnijsko cerkev. In užij v njih ogenj svoje ljubezni. Pošli svojega duha in prerojeni bomo. Molimo. Bog naš Oče, Sveti Duh nas razsvetljuje in uči. Naj nam pomaga, da bomo v življenju spoznali, kaj je prav in vse radi sprejemali njegove spodbude po Kristusu našem Gospodu. Novomašnikov brat Damjan je Juretu izročil novomašniški križ. Ko lahko spregovorim pred teboj, se običajno odvajam pismo medicine besede. Ob tem pa ti predajam ta križ, na katerem Jezus simbolično ni popoln, kakor ni popoln nihče od nas. Ta Jezus na križu ima rok v rok, zato potrebuje tvojo pomoč, da mu daš noge in ko hodiš med nami, ter roke, ko med nami deluješ. Jure, ponosen sem, da si postal duhovnik, z ostalimi ljudmi ob strani, ter te na tvoji poti podpiram. Danes, ko je eden najpomembnejših dni in ga radostno deliš z nami, ti želim, da te ostane v najlepšem spominu, kakor bo tudi nami. Pred darovanjem nove maše ti želim, da ti eden teče kot vedno, ter da tudi v prihodnje pomine na tvoji poti pregovoriš s tako vnemo, srčnostjo in ljubeznijo kot do sedaj.
Sledil pa je poseben novomašniški blagoslov. Molimo. O Bog, ki si z milostjo Svetega Duha srcem svojim vernim ulil darove ljubezni, daj najnim bratom in sestram, ki zanje prosiva tvojega smiljenja, dušno in telesno zdravje, da te bodo z vso močjo ljubili in to, kar je tebi všeč, z vso ljubeznijo vršili po Kristusu našem Gospodu. Blagoslov vsemogočnega Boga, Očeta in Sina in Svetega Duha, naj pride na vas in na vas vedno ostane. Kruh in vino za manjšno daritev sta tokrat darovala novomašnikova starša. Sledil je najpomembnejši del svete maše, povzdigovanje, ki ga sedaj po mašniškem posvečenju lahko opravlja tudi Jure. Vsemogočni Bog, pošli svojega duha na ta kruh in to vino, da bo s telesom in krvjo navzoč med nami Jezus Kristus. On je namreč zvečer pred svojim trpljenjem, pri večerji vzel kruh, se ti zahvalil, ga razlomil, dal svojim učenicam in rekel: Vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih z vinom, se spet zahvalil, ga dal svojim učenicam in rekel: Vzemite in pijte iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Zbranje je nagovoril tudi tuniški rojak Štefan Stele, ki je daroval sveto mašo v Tunicah pred 42 leti. Zato bomo danes prosili, da bi nam morda dal Bog še doživeti, dokler smo na tem svetu še kakšno novo mašo tukaj. Morda se bo danes v kakšnem danem srcu, ki bega po tem svetu in išče srečo, pa jo ne najde, morda zasvetilo, kje lahko najde pravo srečo in pravi smisel svojega življenja. Po končani sveti maši pa je sledilo rokovanje z novomašnikom.